Gospod, slaviti v srcu tebe si želim. Ti si ščit moj in moja moč, zatekam k tebi se po pomoč. Tebe hočem, Gospod, slaviti v srcu tebe si želim. Ti si brat moj in moj prijatelj, dal življenje si za mir. Ljubim te bolj od vseh, rešitelj pesmi moje te slavi. Ti si ščit moj in moja moč, zatekam k tebi se po pomoč. Tebe hočem, Gospod, slaviti v srcu tebe si želim. Ne zlato, ne srebro, le milost tvoja dušo poteši. Jezus, daješ mi v srcu radost, saj nihče nikako ti. Ti si ščit moj in moja moč, zatekam k tebi se po pomoč. Tebe hočem, Gospod, slaviti v srcu tebe si želim. Srcu tebe si želim. Sporočilo, ki bi ga danes rad podelil z vami, je sporočilo napisano vernikom prvih cerkva izpod peresa, prvega vodje organizirane cerkve v Jeruzalemu. To je sporočilo apostola Jakoba. Koliko nam je znano, je to tudi bilo prvo napisano pismo Nove zaveze, nekje med letom 45 in 48 našega štetja. Navdih za to razmišljanje so mi dali svetopisemski nauki za srednješolce z enim kratkim stavkom. Umestnost, dvoličnost je prostor za kristjane, kadar jim to koristi. Jakoba v Svetem pismu najdemo z nazivom Gospodov brat. Galačanom 1.19 pravi takole: nobenega drugega apostola nisem videl, samo Jakoba, Gospodovega brata. Apostol Pavel ga tako imenuje, ker je zares bil brat Jezusa Kristusa. Sveto pismo nam o tem sporoča in razodeva, da je Jezus imel 4 brate. V Marku 6.3 imamo napisano besedilo: ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozeja, Juda in Simona? Mar njegove sestre niso tu pri nas? In spotikali so se nad njim. Jakob je očitno drugi sin Marije, torej prvi za Jezusom. Sveto pismo nas uči, da bratje in sestre niso verjeli v Jezusovo misijo za čas njegovega življenja. Janez 7.5 pravi: niti njegovi bratje namreč niso verovali vanj. Vendar zanimivo je to, kar je apostol Pavel zapisal v svojih spisih o Jezusu, komu se je javil po vstajenju. Prikazal se je Kefu, nato 12, potem se je prikazal več kot 500 bratom hkrati. Od teh je še zdaj večina živih, nekateri so pa zaspali. In potem Korinčanom 15.7, nato se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom. Očitno se je pri Jakobu nekaj spremenilo po srečanju z Jezusom, da je postal vernik. In ne samo, da je postal vernik, ampak je bil eden od najuglednejših vernikov tega časa.
V kratkem času je postal vodja Jeruzalemske cerkve. Njegova misija je bila, da oznanja vsem svojem judovskem rodu in ljudstvu. Po čem sklepamo, da je bil vodja cerkve? Galačanom 2:9 nas na to opozarja. In ko so spoznali milost, ki je bila dana, so Jakob, Kefa in Janez, ki veljajo za stebre, podali meni in Barnabu desnico v znamenje občestva. Mi dva naj bi šla med pogane, oni pa med obrezane. Apostol Pavel Jakoba imenuje stebrom krščanske cerkve zraven Kefe, Petra in Janeza. V dejanjih apostolov v 15. poglavju imamo opisano prvo zborovanje, ki je bilo izvedeno v Jeruzalemu. Peter, Pavel, Barnaba govorijo pred množico. Množica utihne in se potem na sceno vrača in prihaja Jakob, ki z navdihnjenjem nagovori množico in poda zaključno besedo. Kako naj se ravna s pogani, ki se spreobračajo k Bogu? Galačan piše apostol Jakob. Odgovor najdemo v Jakobovem pismu v 1. poglavju 1. vrstici. Jakob, služabnik Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, 12 rodovom v razseljenosti, lep pozdrav. Ti razseljeni rodovi se nahajajo v zelo težki situaciji. Sveto pismo pravi, moji bratje, kadar pridete v različne preizkušnje. Njegovi bratje so v različnih preizkušnjah. Jakob na zelo enostaven način podaja konkretno sporočilo, kako naj naredijo v takšnih situacijah, ko pride preizkušnja. Jakob povzema življenje oziroma krščanski stil življenja enega kristjana. Sporočila, ki so napisana v Jakobovem pismu, so pisana v imperativu, torej kot besedilo avtoritete. To nam razodeva tudi značaj samega Jakoba. Doma si preberite njegovo pismo v celoti. In dokler podaja na svet, povzema nekaj osnovnih pogledov, ki jih bomo danes skupaj raziskali, a žal nekateri med njimi so ostali slabi do današnjega dne, tudi prisotni med verujočimi. Jakob opaža zelo zanimivo situacijo, da ne glede kakšna preizkušnja prihaja od zunaj, je največji problem ta in preizkušnja, ki prihaja od znotraj. Torej, problem stanja srca in ne preizkušnja, ki je od zunaj. Problem in težava, ki jo Jakob prepozna, je dvojno življenje. V 8. vrstici piše in uporablja eno grško besedo dipsihikos, kar pomeni v prevodu dvoumno, v duši razdvojeno. To so osebe, ki imajo dva uma ali osebe z dvema dušama. Poglejmo, kaj besedilo pravi. Mož, ki ima dva uma, je v duši razdvojen in nestanoviten na vseh svojih poteh. V 4. poglavju v 8. vrstici uporablja isto besedo. Približajte se Bogu in se vam bo približal. Umijte si roke grešniki in očistite si srca, vi, ki ste v duši razdvojeni. Jakob v svojem pismu opisuje, kaj pomeni dvojno življenje in tudi rešitev za popolno življenje v Kristusu. Prvi problem, ki ga vidi v dvojnem življenju, je molitev vernika. To je formalna molitev enega vernika. Molitev brez vere. Molitev, ki je površna. Molitev, ki je naučena. In ne molitev, ki je prepričana, da bo to tudi Bog storil. Da bo Bog storil vse tisto, kar se v molitvi prosi. Jakob, 1. poglavje, od 5. do 8. vrstice, beremo. Če pa komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga, ki jo vsem rad daje in ne sramoti, in dana mu bo. Prosi pa naj v veri, ne da bi kaj dvomil. Kdor dvomi, je namreč podoben morskemu valu, ki ga veter dviga in premetava. Tak človek naj ne misli, da bo kaj prejel od Gospoda. Mož, ki je v duši razdvojen, nestanoviten je na vseh svojih poteh. Jakob nam enostavno želi sporočiti, bodi človek vere. Ne moli, če dvomiš, da bo Bog odgovoril.
Bodi stanoviten, ne dovoli, da bi se pri tebi odražalo dvojno življenje v tvojem življenju. Bodi človek molitve. Drugi večji problem, ki ga vidi v dvojnem življenju, je, kako poslušamo Božjo besedo. V Jakobu, prvem poglavju od 22. do 24. vrstice beremo: Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Mi poslušamo in beremo Božjo besedo, ampak ne uresničujemo te besede. Če je namreč kdo poslušalec besede, ne pa njen uresničevalec, je podoben človeku, ki ogleduje svoj rosni obraz v zrcalu, pogleda se, a odide in takoj pozabi, kakšen je bil. Jakob na praktičen način povzema situacijo v cerkvi. Mnogi pridejo, pogledajo v Božjo besedo, pogledajo v ogledalo Božje besede, rečejo aha in odidejo. Ne dovolijo, da jih beseda spremeni od znotraj. Ostanejo razdvojeni. Tretji problem, ki ga Jakob vidi, je življenje oziroma etiketiranje in kategorizacija ljudi. V drugem poglavju od 2. do 4. vrstice beremo: Če pride k vašemu shodu mož z zlatim prstanom in v bleščeči obleki, pride pa tudi revež v umazani obleki in se ozrete na tistega, ki nosi bleščečo obleko, ter rečete, sedi semkaj na udoben sedež, revežu pa rečete, ti stopi tja, ali sedi k mojim nogam, mar niste delali razlike med seboj in postali sodniki s hudobnimi mislimi? Ali opažate, da nas dvojno življenje sili v to, da delamo razlike glede na status, izobrazbo, položaj, kdo je moj prijatelj? Jakob 2.9 pravi takole: Če pa ste pristranski, delate greh in postava vas razotkriva kot kršilce postave. Ozrimo se nazaj na to, kar pravi Jakob. Ni problem, kar se dogaja navzven. Problem je to, kar se dogaja znotraj tebe, preden boš kaj storil. Četrti problem in težava, ki jo vidi apostol Jakob v dvojnem življenju, je trditev, da je človek veren, a to ne kaže z dejanji. V Jakobu, drugem poglavju, 14. do 17. vrstici beremo: Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko vera reši? Če sta brat ali sestra gola in ima manjka vsakdanje hrane, pa ima kdo izmed vas reče, pojdite v miru, pogrejta se in najejta, a ima ne daste, kar potrebujete za telo, kaj to pomaga? Tako je tudi z vero. Če nima del, sama zase je mrtva. Jakob torej daje načelo in primer. Vidiš brata ali sestro, da je v dejanski potrebi, v stiski, ti ga ali jo povabiš na molitev, namesto da narediš konkretno dejanje, ki bi ji olajšalo potrebo, ti živiš dvojno življenje. Čakaš, da bo Bog storil namesto tebe. Naj Bog za njo ali njega poskrbi. Seveda, niso vse situacije enake, ampak moramo razločevati situacije. Peti problem, ki ga Jakob vidi, je v dvojnem življenju delovanja našega jezika. V Jakobu, 3. poglavju od 9. do 12. vrstice beremo: Z njim hvalimo Gospoda in Očeta in z njim preklinjamo ljudi, ki so ustvarjeni po Božji podobnosti. Iz istih ust prihaja blagoslov in kletev. Moji bratje, to se ne sme goditi. Je mar studenec v istem izviru sladek in grenek? Ali lahko, moji bratje, smokva rodi olive ali trta smokve? Tako tudi slan izvir ne more dati sladke vode. Kako uporabljam svoj jezik? Jakob sprašuje, ali se zavedaš svoje dvoličnosti, ti, ki veruješ v Boga. V svojem življenju srečujemo ljudi, ki tako lepo govorijo o Bogu, a o svojem bratu ali sestri govorijo hudo in slabimi nameni. Ali ni to naša dvoličnost? Moji bratje, to se ne sme goditi. Je mar studenec v istem izviru sladek in grenek? In tako Jakob povzema to dvojno življenje, ker pravi, to dvojno življenje vas pelje v skrajne težave. Vaš jezik vas pelje v skrajne težave.
6. problem in težavo, s katero se srečuje Jakob v prvi cerkvi in tudi verjetno danes, ga vidi v dvojnem življenju in to je v prepirih, ki se dogajajo. Prepiri, ki so v obliki tudi kompromisa, ki se prinašajo v cerkev. In to je tudi vnos dvojnega življenja v cerkev. Jakob 4.1 piše: Odkod med vami boji in odkod prepiri? Ali ne odtod iz naslad, ki se vojskujejo v delih vašega telesa? Želite, a nimate, ubijate in zavidate in vendar ne morete doseči. Prepirate se in se bojujete, pa nimate, ker ne prosite. Prosite, pa ne prejemate, ker slabo prosite, namreč zato, da bi to porabili za svoje naslade. Prešuštnice, ali ne veste, da je prijateljstvo s svetom sovraštvo do Boga? Kdor hoče biti prijatelj sveta, postane Božji sovražnik. Dvojno življenje je največji problem tebe in mene. Dvojno življenje dobrega kristjana. Apostol Pavel to povzeme enako kot Jakob v svojem pismu v poslanici Galačanom, od 17. do 18. vrstice v 5. poglavju. Kajti meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč nasprotujeta. Dvojno življenje, da ne bi delali tistega, kar hočete. V naši notranjosti je boj med dvema silama, ki nasprotujeta ena drugi. To je očiten boj, ki se zgodi tudi danes v nas. Vprašanje je samo, kdo bo zmagal. Rimljanom 7.21 pravi tudi tako: V sebi torej odkrivam tole postavo, torej zakon. Kadar hočem delati dobro, se mi ponuja zlo. Apostol Pavel priznava, da včasih je očitno dvojna osebnost. Kot notranji človek z veseljem soglaša z Božjo postavo, v svojih udih pa vidim drugo postavo, ki se bojuje proti postavi mojega uma in me usužnjuje postavi greha, ki je v mojih udih. Jaz nesrečnež. Kdo me bo rešil telesa te smrti? Zahvaljen bodi Bog po Jezusu Kristusu našemu Gospodu. Potem takem z umom služim Božji postavi, a z mesom postavi greha. Apostol Pavel nas vabi, da svojo notranjost spreminjamo. V svojem življenju smo razdvojeni, dvolični o tem, kar mi mislimo o sebi in kaj drugi mislijo o nas. In potem se zgodi boj, kdo ima prav, jaz ali tisti drugi. Vrnimo se k Jakobu. V 4. poglavju, v 13. do 17. vrstici, najdemo njegovo besedilo. Poslušajte torej vi, ki pravite, danes ali jutri odpotujem v to in to mesto, tam bomo ostali 1 leto, trgovali in zaslužili, a sploh ne veste, kaj bo jutri. Kaj je vaše življenje? Dim ste namreč, ki se za kratek čas pokaže in nato izgine. Rajši recite: Če bo Gospod hotel, bomo živeli in delali to ali ono. Zdaj pa se bahate v svoji prevzetnosti. Vsako takšno bahanje je zlo. Kdor torej zna delati dobro, pa ne dela, je greh. Oba apostola priznavata, da je dvoličnost problem notranjega stanja človeka. Vendar oba ponujata rešitev. Apostol Jakob v 5. poglavju od 7. do 9. vrstice pravi: Zatorej, bratje, potrpite do Gospodovega prihoda. Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in potrpežljivo čaka, dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja. Potrpite tudi vi. Utrdite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu. Ne godrnjajte drug nad drugim, bratje, da ne boste obsojeni. Glejte, sodnik stoji pred vrati. Apostol Jakob nas v svojem pismu vabi, naj bomo ljudje molitve vere, poslušalci in izvrševalci besede. Tisti, ki brzdajo svoj jezik in ne etiketirajo druge. Tisti, ki so dejavni v delu in ne samo v besedah.
Tisti, ki bomo prizadevali za mir in dobre medsebojne odnose. Tisti, ki bomo dovolili, da na nas pride sad duha. Zgodnji in pozni dež. Upam in si želim, da vsak od nas z močjo Svetega Duha preišče svojo notranjost in dovoli Jezusu, da ga spreminja. Da ne bo dvolična oseba. Vabim vas na molitev. Dragi Gospod, v nas se bojuje boj dvoličnega življenja. Naše misli, naša dejanja, naše besede so grešne. Naša sebična narava želi svoje in ne dovoljuje tvoje delovanje. A vendar imamo tvojo obljubo. Obljube, ki jih ti daješ, da smo s teboj že premagali greh. Dragi Gospod, dovoljujemo ti, da spreminjaš našo notranjost in iz nas delaš boljše ljudi. Ljudi, ki molijo z vero, ki poslušajo in izvršujejo tvoj zakon, zakon ljubezni. Dragi Gospod, deluj na nas in našo spremembo. Modrost pa, ki je od zgoraj, je najprej čista, nato miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, polna usmiljanja in dobrih sadov, brez razločevanja in hinavščine. Dragi Gospod, pomagaj nam, da bomo živeli življenje vere, življenje molitve, življenje tistega dobrega kristjana. Amen.